こんにちは。私はナタシャ先生です。どうぞよろしくお願いします。お名前は何ですか? Živjo in dobrodošli nazaj na japonščini za začetnike, osnove japonskega jezika. Moje ime je Nataša ali Naturiel in tukaj smo v epizodi 2 oziroma v drugi video obliki, kjer se bomo naučili nekaj japonskih besed, nekaj osnov japonskega jezika, kakšno stvar v japonski kulturi. Ali ste razumeli, kaj sem vam pravkar povedala? Če ste si pogledali prejšnji video, potem ja, če si ga pa slučajno niste, pa bi se radi naučili, tukaj zgoraj na tukaj strani, na tej strani, mislim, da se bo pojavila zdaj ena zadevca, pik, hle se bo zdaj pojavila. In v glavnem tukaj morate klikniti in se boste lahko naučili preko tega videa, potem se pa vrnite na tega nazaj. V glavnem, upam, da ste dobro, jaz sem malo prehlajena, ampak smo v takšnem času, v takšnem obdobju. Upam, da ste razumeli, kaj sem vam povedala prej in da ste si pogledali. Jaz bom kar skočila direkt v lekcijo. Evo, konnichiwa. Dober dan, živjo. Watashi wa Natasha sensei desu. Nekaj sem še dodala. Mislim, da tisti, ki ste vsaj kakšen japonski film pogledali, veste, da sensei ima nek pomen. Bomo ga zapisali. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Torej, me veseli. Taka velika klavzula, to je zdaj zelo formalno napisano. In onamae wa nan desu ka? S čimer se bomo danes ukvarjali. Zdaj pa zanimivo, a ne? Pri vseh teh povedih, kljub temu, da sem vas nekaj vprašala, to ste lahko razbrali iz tona mojega glasu, da sem vas nekaj vprašala, nikjer ni nobenih drugih ločil. Kar pomeni, japonščina ne uporablja drugih ločil. Japonščina uporablja samo piko, to, kar vidite tukaj, in vejico, ki je ponavadi takole, takšna vejica. Zdaj tole bomo zbrisali, v glavnem, japonščina ne uporablja ločil. Zadnjič smo se že naučili, da ko se pozdravljamo, se predstavimo, gledamo sočloveka v tale predel, ko rečemo me veseli, ali pa ko se predstavimo, tudi se malo rahlo prepognemo oziroma se nagnemo v znak spoštovanja. In danes bomo tudi govorili več o spoštovanju, saj ima ta kultura res, bi lahko rekla, ogromno veliko teže da na spoštovanje. Ne samo v sami kulturi, v samem načinu delovanja, načinu življenja, temveč tudi v jeziku. Saj imamo mi tudi spoštovanje, imamo vikanje, ne? No, oni imajo to malo več. V glavnem, tukaj vam bom danes skušala malo prikazati in ikimašo. No, pa začnimo. Pa gremo. Skratka, watashi wa Natasha sensei desu. Sensei, se reče učitelju ali učiteljici, profesorju, profesorici. Skratka, nekomu, ki vas uči, je sensei. Učitelj bom dala zdaj tukaj. Ampak sensei, Nataša sensei, kako pa je to, če zdaj ste rekli Nataša sensei, res pa pišete učitelj. Zakaj pa ni učitelj, učiteljica, ja, se učiteljica reče kako drugače, če imamo mi učiteljica, ne, torej spol. Še ena zanimivost. Japonščina nima spola. Wow, japonščina ima ločilo, piko, vejico, japonščina nima spola. Kaj še? Še veliko je še. Ampak, okej. Sensei, skratka, je samostalnik, pomeni učitelj, ali to moškega, ženskega spola, kakršnikoli spoli zdaj obstajajo, no, vemo za dva, ampak za vse ostalo, kar se dogaja, vse ostalo je v tej besedi všteto. Sensei lahko pomeni tudi mojster,
Skratka, nekdo, ki vam predaja znanje. In tukaj zdaj slišite po izgovorjaju sensei, da rečem sensei, tako kot smo zadnjič videli, watashi wa Natasha sensei desu. Tale se ne izgovarja. Čeprav je japonščina zlogovna pisava in zlogovni jezik, vedno na koncu uporablja samoglasnik, razen izjema je n. Izjema je n, so tudi načini, kako določene samoglasnike v kombinaciji izgovoriti. Zadnjič smo že enega imeli, ampak se ga nisem želela dotikati, ker sem želela danes prav konkretno se tega lotiti. Skratka, sensei, i se bo v japonščini vedno bralo kot dvojni podaljšan Sensei. Sensei. Ne bo sensei. Sensei. Ne, niti bo razno. Sensei. Glavnem, 2 Medtem ko zadnjič smo tukaj imeli dozo in imamo to bom z drugačno barvo označila, samo malo. Imamo ne vem, zakaj mi ful oranžna tukaj paše, ampak bom kar takole. Je podaljšan dozo. Torej, se ne gremo zdaj, klar nekam bom dala. Tukaj bomo dali, ja, zelo raztresano je pri meni, ampak tako je. Tukaj bomo dali Lahko napišemo pa tudi, zadnjič sem samo zapis naredila, podaljšan se tudi tako označi, ali podaljšan se lahko označi tudi tako. Zdaj pa za vse tiste, ki mislite, da se Tokio reče Tokio, ne, da je poslovenjeno je tako, ampak Tokio se pravilno izgovori Tokio. Ja, in prav ste imeli, 2 podaljšana sta. Torej v bistvu Tokio, ko ga mi napišemo Tokio, ali pa to mene ful zmrazi, ko vidim pač tale zapis, ne, takole, ali pa takole, ne, Tokio, ne. To mene kar zmrazi. Pravilno se napiše pravilno. Mislim, tako, kakor oni zapišejo v japonščini, seveda, kako se v japonščini zapiše. Tokio. In tudi izgovori se Tokio, Osaka, Kyoto. Ja, več je takšnih primerov. Samo malo eno tako nakazilo naredim. Malo vam nakažem, tako, meni to ful zanimivo, kako mislim, Tokio, ne, v bistvu je Tokio, Ok, to je dozo, vsakič, ko boste videli dolgi ko boste 2 bo dolgi tako da sensei, toke in tako naprej, skratka. Zdaj pa gremo na tole besedo, ki stavim, da niste razumeli, kaj sem vas vprašala. Onamae wa nan desu ka? To pa pomeni, kako ti je ali pa kako vam je ime. Kako ti je ime? Kako vam je ime? Kako se imenujete? Tudi tako bi lahko označili. Zdaj pa napišem, klele spodaj bom naredila, kaj pomeni. Bom kar uporabila tole, da bo malo hitreje. Kako ti je ali vam je ime? In pri nas uporabljamo ločilo vprašaj za vprašanje, a ne? No, v japonščini tega nimajo. V japonščini imajo samo piko. Kako pa potem vejo, da gre za vprašanje? Enostavno. Uporabijo zlog, ki jim služi kot vprašanje. In ta zlog je ka. Torej, zlog ka, ko ga boste zaslišali na koncu besede, bo vedno nakazoval, da je to, kar ste slišali, vprašanje. Ne glede na intonacijo. Načeloma ljudje začutimo,
ko gre za neko vprašanje. Če se zdaj z nekom pogovarjate, pa ne razumete jezika, ampak ta oseba zelo melodična ali pa recimo še tako zelo govori z rokami, boste kar začutili, da vas nekaj sprašuje. Po intonaciji. Nekaj se bo zgodilo, ne? Kako vam je ime? Kako si? Kako ste? O genki desu ka? O namae wa nan desu ka? Sensei desu ka? Tu pridemo še tja. Ampak skratka, kako slišite tale ka? In tudi neko intonacijo, neko spremembo v intonaciji. To gre potem za vprašanje. Zdaj pa, o namae wa nan desu ka? Prepoznate kakšne besede tukaj noter? Nekaj date. Tisti, ki gledate animeje, boste prepoznali besedo nan, ki je seveda iz besede nani, kar pomeni kaj. Zdaj vam bom razčlenila tale stavek, zato da boste videli, da japonščina je kot sestavljanje Lego kock. Cak. Aha, jaz potrebujem vprašanja, rabim tisto Lego kocko, dam. Hočem izraziti spoštljivost, dam tisto Lego kocko tam, tako. Skratka, japonščina je eden izmed, tako sem že zadnjič povedala, najstarejših jezikov na svetu in je slovnica tudi temu potem prilagojena, ne? Pač, če je najstarejši. Pač zelo je taka poenostavljena v bistvu, ne? Saj so tudi kakšne stvari, ki so malo zahtevnejše, ampak nikakor pa ne tako zahtevne kot v neki slovenščini ali pa v nemščini, v italijanščini, francoščini, nikakor ne tako zahtevna. Tako da japonska slovnica je sicer veliko, ampak ni tako zahtevna. Zelo je tudi ritmičen jezik, je intonacija, je melodija, ampak je zelo ritmičen jezik, tako da če se bojite, da ne bi slučajno intonacijo zadeli, nič bat, če izgovorite besedo tako, ko je, vas bojo še zmeraj razumeli. Je pa sicer zaželeno, ne, da se malo potrudite, vsaj pri vprašanju, da greste z glasom malo navzgor. Tu se da tudi natrenirati. Tako, pridite na petje. Avža. Ok, zdaj pa, nan pomeni kaj. Nan pomeni kaj, oziroma nani, bi lahko tudi dali, nani. To ste, kaj? Nani? To ste že nekateri slišali. To pomeni kaj in tudi vedno, ko bomo spraševali po nečemu rekli, nan desu ka? Kaj je to? O namae wa nan desu ka? Dobesedno, kaj je tvoje ime? Dobesedno, kaj je tvoje ime? Ker pa imamo tukaj še nekaj posebnega, Japonci so zelo spoštljiv narod in imajo zelo spoštljiv jezik, se tukaj še nekaj drugega skriva. Ampak pridem še do tja. Ok, zdaj klej imamo besedo, ki ste tudi lahko prepoznali, des. Kaj je že to? Del glagola biti. Nan desu ka? Torej nekaj, kar obstaja, z vprašanjem in sprašujemo se po tem, da obstaja. Nan desu ka? Tisti, ki ste bili zadnjič zelo dovzetni, ste si mogoče tudi zapomnili, da je tukaj en členek, ha oziroma wa se v tem primeru izgovori, wa. Členki, pridem do tega čez 3 minute, členki so ena stvar v japonščini, ki se jo bomo mogli posebej dotikati. Danes si tudi še ne bomo belili glave s tem, lahko vam pa danes samo povem, da členek ha oziroma wa izraža temo stavka, lahko pa izraža tudi protivnost. Ampak za začetek mi ga bomo uporabljali pri temi stavka. Ok? To je to. To zaenkrat. Če ne boste imeli preveč, ker japonska slovnica je res veliko. Verjemite mi. Ampak da se vse. Ok, torej, klele imamo wa, ki smo zopet ga uporabili, da je neka tema stavka. In zdaj grem na naš samostalnik, to, ko smo jim prej imeli watashi wa neki des. Tle imamo namae wa des, pa tam je ka, pa nan, ne? Kaj je tvoje ime? Torej, namae je samostalnik ime, ki pomeni ime, namae. O namae, namae. Zakaj pa se izgovori
nama je, če pa je samostalnik samo, kako ga bomo označila takole. Samostalnik je samo nama je. In to pomeni ime. V bistvu je dosti tudi po angleško zveni. Je japonska beseda, ni angleška, niso jo prevzeli kot name. V bistvu samo en A klele zbrišete in imate name, ne? Nama je. V angleščini, v slovenščini pomeni ime. O nama je. O. Zelo pomembna besedica oziroma črka. O. Pa je tukaj, jaz ga bom kar v srček dala, izraz spoštljivosti. O nama je. Kako je tvoje ime, ampak s tem, ko jaz uporabim o, se jaz postavim v ponižen položaj, ker sprašujem sogovorca spoštljivo. Ne? Enakopravnosti tukaj v tem primeru ni. Ko jaz sprašujem svojega sogovorca in uporabim o, pomeni, da sem jaz avtomatsko v podrejenem položaju, sem jaz v ponižnem položaju, ne podrejenem, ponižnem položaju. Japonščina žal tako deluje. No, moram reči, žal. Japonščina tako deluje. To dejstvo je treba sprejeti. Na takšen način je njihov jezik in njihova kultura tudi bazira na tem. Še se bomo o tem pogovarjali. V glavnem, o nama eva nandeska, kako vam je ime? Mi lahko seveda odgovorimo zdaj na to vprašanje zelo preprosto. Jaz sem in naše ime. Kako bi to rekli? Watashi wa des. A ne? Watashi wa des. Kar pomeni jaz sem pa moje ime. Jaz sem Petra, jaz sem Sara, jaz sem Alen in tako naprej. Kako pa odgovorimo točno na to vprašanje? O nama eva nandeska. Seveda to pomeni, kako ti je ime. Ime mi je na. Zdaj pa pridemo do ene zelo, zelo zanimive stvari v japonščini, kar sem jo že prej nakazala. Lego kocke, sestavljanje Lego kock. Japonščina in sam japonski narod zelo, bom rekla tak, matematičen jezik je. Kakor postavite, bom rekla zdaj tole našo formulico, ne, o nama eva nandeska, da bi bilo zelo, zelo zaželjeno, da tudi na takšen način v tem vrstnem redu odgovorite. Vkolikor ne boste, bo morda včasih v določenih primerih prišlo tudi do wakarimasen, ne razumem, nani, ne. V glavnem, zelo, zelo je to pomembno. Pri nas je to malo drugače. Morate to spet, eno stvar, eno dejstvo, en fakt, ki je treba sprejeti, to upoštevati. In zdaj si lahko rečete, ja pa zakaj, pa toliko so napredni, pa kako so lahko taki? To je lepota različnih kultur, različnega načina razmišljanja, res izredno stare kulture. To treba sprejeti. Tako je. Ok, kako bi odgovorili zdaj na to? Da je točno tako, kakor je. Kaj je naša vprašalnica? Glejte, če jaz pritrdim na stavek jaz sem Nataša in rečem watashi wa Nataša des, torej, če jaz kaj dodam v tem primeru, bi bilo to vprašalnica, ne? Watashi wa Nataša des ka? A sem jaz Nataša? Watashi wa Nataša des ka? Včasih se sprašujem. Tukaj v tem primeru, če mi ka odstranimo, bo potem trdilen stavek. O nama eva, zdaj ta nan seveda moramo nadomestiti z informacijo, ki ni več kaj, ampak je odgovor na ta kaj. O nama eva, recimo Nataša,
des, ampak ne smem uporabiti o, ko jaz odgovarjam. Zakaj ne? Zdaj zato zapišem. Takole. Zakaj ne sme biti tam potem, sem takole dala, zakaj ne sme biti tam, vse je rumeno, zakaj ne sme biti tam potem, no bo rumeno ostalo, pa bo še rumena pika, zakaj ne sme biti tam o? Ker ko odgovarjamo, smo ponižni. Če bomo mi odgovarjali z o, pomeni, da uporabljamo spoštljivi govor sami zase, seveda sami sebe spoštujemo, a ne? Ampak vi morate to dojeti, da je v japonščini, ko mi govorimo o sebi ali o svoji družini, o svojcih, vedno uporabljamo ponižni govor. Tako je narejena japonščina, tako je japonska kultura. To je treba sprejeti. In pika. Ker če boste vi rekli, o nama jeva, ne vem, Peter des, še posebej slišim, nama jeva Peter san des. Ja, si res, sensi, Nataša sensi, kaj pa je to san? Kaj pa je to, to vedno dobimo vprašanje, tudi to vam bom zdaj odgovorila. To so spoštljivostni izrazi, to so spoštljivostne prepone, ki se jih dodaja imenom. In v sebi zase nikoli v japonščini ne uporabimo spoštljivostnih pripon. Ne uporabimo spoštljivega govora. To še ne pomeni, da se ne spoštujemo, ampak to je, da na sogovorcu pokažemo, da smo ponižni in da sogovorca spoštujemo. To je njihov način razmišljanja, to je njihova kultura tisočletja. In to marsikdo ne razume ali pa noče razumeti. Takšno pač je. V tem je čar naših različnih kultur. Tako da, ko odgovarjamo o nama jeva nan desu ka, bo se odgovor glasil nama jeva naše ime des. Nikakor ne uporabimo oja, oja tukaj prekrižan, ni ga. In seveda kaja tudi ni na koncu, ker smo odgovorili na naše vprašanje. Tale nan je naš odgovor, zato tudi nana ni. Nan, ne, nani. Tudi vprašalnice več ni noter v besedi. In če v bistvu malo pogledate, ne, malo povežete med sabo, ne, v bistvu gre točno odgovor po zaporedju, kakor je tudi narejeno vprašanje. In tako gre v japonskem jeziku. Ok? Komu kaj nejasnega, naj dvigne roko. Da vidim, če sem še kaj pozabila. Ja, seveda, spoštljivost sem ga prej omenila san. Zdaj pa, če bi si raje naredili screenshot, si ga naredite zdaj, ker vam je zdaj tole zbrisala. Še, da se dotaknemo zadeve, ki se reče spoštljivostna pripona in sicer, kaj sem pa zdaj naredila? Sej bo, saj sem Jozo, sej bo. Evo, takole, sem se že vse rešila. In sicer spoštljivostna pripona san. Saj bomo to tudi zbrisali, tiste, ki imate OCD. Tudi tole bomo zbrisali in zapolnili z zeleno barvo. Še ena črtica je, ne, to vas more pa motiti zdajle, tako. San, ime plus san. Recimo, jaz zdaj sebe ne bom z imenom in san, ker to ni prav, da sama sebi rečem Nataša san. Ravno smo govorili, zakaj. Če pa imam tukaj, ne vem, bom uporabila, ne vem, tukaj imam tukaj imam eno figurico iz ene videoigrice, sicer mu je ime Cadwell,
je angleška beseda, ampak recimo, da je tu zdaj moj prijatelj Franc, ne, da to tako dobro izgleda. Jaz bom njega zdaj klicala Franc San. Zakaj? Ker izražam do njega spoštovanje. Franc San. San je spoštljivostna pripona, ki se uporablja na splošno generalno. Za starejše, za mlajše, za vse v bistvu. Fuji-san, primer. Fuji-san. Poznate najvišjo goro na Japonskem? Fuji-san. Zakaj pa uporabljajo za goro? Spoštljivostno pripono san. O tem se bomo tudi pogovarjali. Ne danes, ampak sproti med našimi uricami. Japonci imajo šintoizem, kar pomeni, da imajo čaščenje narave, in ker je gora Fuji ena izmed najvišjih gor na Japonskem, izrazijo do nje prav posebno spoštovanje na takšen način. Recimo, ne? Kakor tudi na druge, ne samo na takšen način. Za ime, torej vedno je od nekoga drugega. Nikoli sebi ne rečemo san. Če želimo uporabljati za učitelja, lahko se vedno rečemo Nataša sensei ali drugemu dan sebi lahko rečem, da sem sensei, ker sem sensei. Ne? Če ste tudi vi učitelj nečesa, si lahko rečete ime in tale sensei zraven. Tole. Seveda si lahko temu dodate. Ne? Ni nič preveč spoštljivo, da bi bilo tako vase zagledano. Če pa bi želeli kakšnega fanta ali pa kakšno mlado dekle, mladega fanta, se pa te prepone tudi spreminjajo. Imamo tudi za punce, za dekleta, mlajša dekleta, Chan. Ta CH se bere kot Č in sicer ne kot naš trdi Č, ampak mehki Č. O tem se bomo tudi še pogovarjali, lahko mehki Č. In potem imamo za fante, imamo kun. Zdaj smo v obdobju vsega in svašta, sem tako vam povedala, nimam proti ničemur nič in vse sprejemam, res. Lahko vam moji učenci povedo, če pa kdo sprejema, sem pa jaz taka, ki vse sprejemam. Skratka, tudi pri dečkih se že pozna, da daje recimo Chan, ne, ali pa kun, ne. Tisti, ki igrate video igrice, pa poznate Yakuzo, ste verjetno že slišali za ime Kiryu in pa rečejo Kiryu-chan, a ne. To je ljubkovalno potem za kakšnega dečka, ne, malo se tudi hecajo, medtem ko tudi včasih za kakšno deklico uporabijo kun, skratka ime plus Chan, gre za neko deklico, recimo Mariko-chan, to bi bila zdaj deklica po imenu Mariko, ali pa Naruto-kun, deček po imenu Naruto, tudi iz priljubljenega animeja, animiranih risank japonskih. In s tem bi se jaz rada danes vam zahvalila za vašo pozornost. Čas gre izredno hitro. Bomo še enkrat ponovili, skratka, kako se predstavimo in kako vprašamo nekoga po imenu. Naslednjič pa bomo dodajali, sproti vidite, da vam dajem še na take zanimivosti in še razlagam o kulturi in to je moj način. Danes delam že cel dan, tako da, evo, zmogla sem. Pa dejmo. Konnichiwa. Watashi wa Natasha sensei desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. O namae wa nan desu ka? Zdaj se pa vi predstavite. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Na koncu zaključimo, se priklonimo in še enkrat hvala vam za danes, pa se vidimo naslednjič. Ponovite, naučite se in matane!